Aplavz. Od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev. Zakaj predelovati invazivne tujerodne rastline? Ker so invazivne tujerodne rastline ena največjih groženj biotski pestrosti. Povzročajo tudi gospodarsko in okoljsko škodo, nekatere so tudi škodljive za zdravje ljudi. Ključno za reševanje problematike invazivnih tujerodnih rastlin je preprečevanje vnosa, zgodnje zaznavanje, hitro ukrepanje in aktivno upravljanje z obstoječimi populacijami. Le na osnovi podatkov o količinah njihove biomase boste lahko pravilno ocenili stroške odstranjevanja in potencial za predelavo. Optimalen rezultat lahko dosežemo le z inovativnimi rešitvami na področju krožnega gospodarstva in z interdisciplinarnimi skupinami. Pri tem si zastavimo kazalnike uspešnosti z ekonomskega, socialnega in okoljskega področja. Kazalnik uspešnosti naj bo tudi novo pridobljeno znanje ali število vključenih deležnikov. Učinki izobraževanja javnosti se pokažejo na dolgi rok. Prepoznavanje in odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst mora postati navada. Informiranje o invazivnih vrstah mora biti strokovno in mora vključevati podporo ustreznih medijev glede na starost ciljne skupine. Za nekatere so ustreznejše tiskane publikacije, za druge družbena omrežja. Javnost smo vključevali preko izvajanja delavnic za otroke in starejše. Pripravili smo številne filme o prepoznavanju in odstranjevanju rastlin, publikacije in razstavi. V središču Ljubljane smo uspešno izvedli več festivalov uporabe invazivnih tujerodnih rastlin. Naredi sam je način samostojne izdelave uporabnih predmetov, ki omogoča boljšo samooskrbo. Treba je zelo natančno prebrati navodila za izdelavo. Na mestu je tudi razmislek, kam z izdelkom po njegovi uporabi. V projektu Aplavz smo pripravili številne načrte in recepte za samostojno izdelavo izdelkov. Pri izdelavi si lahko pomagate tudi z objavljenimi kratkimi filmi na YouTubu. Pri predelavi biomase tujerodnih rastlin se lahko povežete z nami. V projektu Aplavz smo nadgradili že delujočo delavnico za izdelavo lesenih črk in rekonstruirali celoten postopek izdelave lesenih črk. V projektu Aplavz smo se lotili izdelave črk iz invazivne oziroma tujerodne drevesne vrste. Uporabljamo jih pa pri izobraževanju. Z njimi delamo plakate, z njimi se lahko igramo na ustvarjalen način. Organiziramo pa tudi delavnice za skupine. V projektu Aplavz smo oblikovali in izdelali številne nove papirne in lesne izdelke. V društvu Trajna se ukvarjamo z razvojem trajnostnega oblikovanja in predvsem nas v bistvu zanima, kako lahko to obilno biomaso invazivnih rastlin uporabimo za oblikovanje novih dobrin oziroma izdelkov, ki služi lahko potrebam lokalnih skupnosti. V projektu Aplavz smo optimizirali proces delignifikacije in strojno proizvajamo papir iz japonskega in češkega dresnika, orjaške in kanadske zlate rozge ter navadne robinije. Po predhodni najavi si lahko pri nas na Bogišičevi ulici 8 v Ljubljani ogledate naš pilotni papirni stroj. Prav tako pa izvajamo izobraževalne delavnice o papirništvu za skupine in posameznike. Dobrodošli! V okviru projekta Aplavz smo vzpostavili lesno delavnico in delavnico za ročno izdelavo papirja, s katero ohranjamo tradicijo papirništva. Zraven papirne smo na Povšetovi vzpostavili tudi lesno delavnico ter zbirno točko za oddajo invazivnih rastlin v zbirnem centru. Vabim vas na naše izobraževalne delavnice, na katerih lahko skupaj z nami izdelate svoj prvi papir iz japonskega dresnika. Prav tako vabljeni na našo prodajno spletno stran papla.si, kjer lahko izbirate med ročno izdelanimi izdelki iz naravnih materialov, ki so zasnovani na način, da v nobenem delu svojega življenjskega cikla ne vplivajo negativno na okolje ali na zdravje ljudi. Se vidimo! V Ljubljani invazivne tujerodne rastline zbiramo v zbirnih centrih od leta 2014.
Z leti storitev nadgrajujemo, naš cilj pa je na območju Mestne občine Ljubljana vzpostaviti še več točk za zbiranje in zbrati čim več materijala. V projektu Aplavz smo posneli 20 filmov o prepoznavanju in odstranjevanju invazivnih tujerodnih rastlin. V času projekta smo omogočili oddajo 11 invazivnih tujerodnih rastlin. Po zaključku projekta bo mogoče še vedno oddati japonski in češki dresnik ter orjaško in kanadsko zlato rozgo. Tujerodne rastlinske vrste so naravovarstveni problem. S projektom Aplavz je mesto Ljubljana ta problem obrnilo v svoj prid in postalo pionir na področju predelave v uporabne izdelke in surovine za industrijo. Pridružite se nam!